Če vedno vse karte stavite na prvi vtis, potem najbrž tale avto ni za vas. Že res, da Honda CR-V izgleda kot čisto pravi SUV. Ampak Japonci brez sramu priznavajo, da se CR-V bolje znajde na cesti kot na terenu. Če pomislite, pa to niti ni tako slabo, saj bo verjetno res ves čas na asfaltu. Štirikolesni pogon je tako namenjen varnosti v slabših razmerah na cestišču, kar pa še ne pomeni, da zato po zimi ne boste mogli prilesti do kakšne koče, smučišča ali proge za sankanje. In kot rečeno, odlično se znajde na urejeni cesti. Podvozje je čvrsto in ne dovoljuje pozibavanja. Izolacija je dobra, menjalnik pa dolg, zavačna in tiha popotovanja. Da je v kabini tiho, ima zasluge tudi odličen motor. Lepo skriva svoje dizelske gene in čeprav ni najmočnejši, se zdi idealen za to karoserijo. Z manj kot 8 porabljenimi litri tudi ni požrešen. Delovni prostor ni tako futurističen kot pri Civicu, je pa odlično premišljen. Prestavna ročica je tule skoraj dirkaško blizu volana in jo je veselje uporabljati, po drugi strani pa je zato tudi več prostora za drobnarije, še posebej v tem ogromnem predalu med sedežema. Prostora je povsod veliko, dolge vožnje pa bodo še bolj udobne zaradi ločenih opor za roke. Honda ima v bistvu le en velik problem. Japonski jen v primerjavi z evrom stalno niha, v zadnjem času se celo krepi in zato cena nikakor ni ugodna. Zadnjim popustom so jo vseeno uspeli zbiti na 31.500 evrov, kar je z najbogatejšim paketom opreme še nekako sprejemljivo.